Danes je 20. maj in četrto leto že praznujemo Svetovni dan čebel. Na predlog Slovenije, v spomin in čast na velikega čebelarja Antona Janše. In ko govorimo o pozebi, moramo spregovoriti tudi o čebelarstvu in v škodi, ki so jo utrpele čebele, ki v sodelovanju s kmetici ustvarjajo hrano in nam zagotavljajo prehransko varnost. Okoli škode v sadjarstvu vam lahko govorim zelo s prve roke. Sem namreč poleg politika tudi sadjar. Doma imam 3 hektarje jabolk in če smo lansko leto v tem nasadu jablan pridelali 200 ton jabolk, morali tudi kuriti v nasadu, da smo jih lahko zaščitili pred pozebo, ki je bila ena noč, je letošnjo leto pridelek v celoti propadel, kajti 15 cm snega, -8 stopinj je bilo prehudo za bilo kakršno aktivno zaščito. Mislim, da je prav, da govorimo v tem parlamentu o tem primeru, kajti te škode so vedno pogostejše. V Sloveniji smo sadjarji, vinogradniki utrpeli 4. škodo, 4. pozebo v zadnjih 6 letih. Zato je prav, da spregovorimo tudi v luči sprejemanja skupne kmetijske politike za naslednja leta, da najprej poiščemo in damo v programu razvoja podeželja možnost za aktivne zaščite, ki so poznane in imajo določene pogoje. Od tu naprej se strinjam tudi s tem, kar je bilo danes rečeno, z raziskavami do novih sort. Vsekakor pa rabimo tudi aktivno zaščito in neko safety net, se pravi varnostno mrežo za leta, kakršno je letošnjo. To covid krizo so kmetje preživeli in omogočili prehransko varnost. Bojim se, da te klimatske spremembe povzročajo to, da bodo ti primeri vedno pogostejši, zato moramo zagotovo tudi s krizno rezervo znati vskočiti in pomagati kmetom, kako znamo pomagati po covidu z načrtom za okrevanje. Sicer bodo kmetje propadli in naslednjih kriz enostavno in takšnih primerov ne bodo preživeli. Hvala lepa.